Dober dan. Danes je nedelja Slovencev po svetu. A veste, da vsak 5. Slovenec živi zunaj meja naše ožje domovine? No in tako tudi v današnjem evangeliju beremo, kako Jezus ni imel samo tiste najožje skupine 12 učencev, ampak je imel tudi širšo skupino 72 učencev. In danes jih Jezus pošlje, naj gredo v vasi in mesta, kamor on sam namerava priti, in naj gredo tja po 2 in 2. V tistih časih je bilo zelo običajno, da so učitelji, ki so potovali skozi kraje, pred seboj odposlali odposlance, da bi napovedali njihov prihod. Takrat niso imeli interneta, takrat niso imeli televizije, da bi to napovedali vnaprej. In Jezus je poslal učence po 2 in 2. Meni osebno to sporoči, kako zelo pomembno je, da imam ob sebi v življenju kakega res dobrega prijatelja, nekoga, ki me zares razume, ki me sprejema točno takšnega, kot sem. Za mene kot poročenega moškega je zelo pomembno, da imam tudi z mojo ženo takšen odnos. S tem, ko Jezus učence pošlje po 2 in 2, sporoča, da krščanstvo ni vera posameznikov, da to ni individualistična vera, rečemo. Zakaj? Zaradi tega, ker mi kot ljudje najbolje funkcioniramo šele takrat, ko smo zbrani skupaj. Tam, kjer se nas srečuje več skupaj, se moramo naučiti odpovedovanja samemu sebi in svojimi sebičnosti. Moramo se pustiti drugemu malo obrusiti, kot diamanti, ki zares zasvetijo šele takrat, ko so obrušeni. Šele takrat smo pripravljeni v ta svet ponesti neko sporočilo. In to je sporočilo, da največja sreča v življenju ni to, da dobiš največ ali pa da dobiš vse, kar si zaželiš takrat, ko si to zaželiš, ampak da je pravo življenje, prava sreča v tem, da daruješ vse za drugega. Glejte, Jezus pravi, žetev je velika, delavcev pa malo. In to je še posebej res v današnjem času, ki tako rad poudarja, da boš bolj srečen, bolj ko boš živel za sebe in za svoje užitke. In ob tem ta čas pozabi, kako kratkotrajna je taka sreča. Pomisli, kdaj si se na zadnje nečesa zares veselil? In koliko časa je to veselje trajalo? Neko stvar si mogoče kakšno igračo pričakoval, da jo boš, 3 tedne, jaz se spomnim, je naš sinček enkrat čakal, 3 tedne. Kljub temu, zadeva je bila aktualna 2 dni. Vsaka od teh stvari na tem svetu mine in vsako veselje, ki ga dobimo za stvarmi, mine. Zato, ker najpomembnejše stvari v življenju sploh niso stvari. Tako je tudi Jezus svojim učencem rekel, ko so bili veseli, da so jim bili demoni pokorni, pa da so ozdravljeni in tako naprej. Je Jezus rekel, v redu, fajn, ampak ne veselite se zaradi tega, ampak veselite se zato, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Veselite se zato, ker vaše življenje ni omejeno samo na ta kratek čas tukaj in zdaj, ampak se bo nadaljevalo z Bogom v večnosti ves čas. Vsako naše življenje se bo nadaljevalo z Bogom v večnosti ves čas. Zato je toliko bolj pomembno, da se v tem življenju zares obrusimo, dobro zasvetimo kot diamanti, da bomo tja čez na ono stran prišli sijoči kot zvezde. Da bomo prišli drug z drugim združeni kot učenci in da bomo lahko zaživeli take dobre odnose, kot jih imamo tukaj, še naprej. Lepo nedeljo vam želim.